V zdravstvenem domu Kranj so se nam nakopičili problemi v smislu predvsem kadrovske stiske, ki smo jo mi imeli in smo to službo zelo težko že pokrivali. Kot kolektiv smo pa izjemno povezani in smo s skupnimi močmi dolgo časa to poskušali najprej sami pokrivati. Na to problematiko smo že večkrat opozorili z več javnimi pismi, tudi ki so bila namenjena tako zavarovalnici, Zavodu za zdravstveno zavarovanje, kakor tudi ministru za zdravje oziroma ministrstvu. Ampak odgovora na to nismo dobili oziroma v februarju celo nekako smo kot v posmeh oziroma klofuto v obraz prejeli zahtevo Zavoda za zdravstveno zavarovanje, da pač moramo opredeljevati še več. V posmeh, kakor da že zdaj ne delamo dovolj ali pa bom rekla, da nimamo dovolj obravnav in dovolj dela že zdaj. Tako da v bistvu Kranj ni edini v tem. Vsi zdravstveni domovi, vsi koncesionarji se srečujejo z enakimi problemi. Zakaj je pa Kranj tako kolektivno, organizirano na to odgovoril, je pa odgovor verjetno res ta, da smo kot kolektiv tako povezani. Ti problemi, kot ste rekli, močno vplivajo tudi na kakovost in varnost dela s pacienti. Res je. To je tudi razlog, zakaj smo se za tak drastičen korak odločili, ker smo zaznali, da v tem sistemu pod temi obremenitvami svojega dela ne zmoremo varno in kakovostno opravljati. Ves čas smo nekako na meji, da bi lahko tudi strokovno napako opravili, za katero smo kazensko popolnoma odgovorni. In v bistvu, ko to zaznaš, da enostavno ne moreš več garantirati za tisto, kar delaš, se mi zdi edino pravilno, da se umakneš. In po Hipokratovi prisegi delamo pacientu dobro. Vedno delamo, karkoli naredimo, vse v pacientovo dobro in zato smo tako ravnali. In ta očitek, ki nam ga dajo preko Hipokratove prisege, ni utemeljen. Hipokratova prisega sicer ima več točk, govori o različnih stvarih, ampak predvsem tisto, kar je pomembno, je, da delaš dobro pacientu.